V tujih in seveda tudi domačih medijih ste lahko zasledili zgodbe in poročanja o tem, da pri družbi Daimler lastnici znamke Mercedes se baje odloča o tem, ali bodo ostali v Formuli 1 ali ne v obdobju od leta 2021 naprej. In seveda mnogi dobro obveščeni viri, a ponavadi neimenovani, govorijo razne zgodbe, katere pa v resnici, kot bomo videli, temeljijo v bistvu samo na fantaziji. In seveda prva zgodba, katero velja omeniti, je ta, da pri Mercedesu so zmagali vse, kar se je zmagati dalo, zato se bodo umaknili na vrhuncu moči, podobno kot leta 1955. S to razliko, da avtor te zgodbe ne pozna zgodovine motošporta, namreč 11. junija 1955 na dirki za 24 ur Le Mana je bolid uradne ekipe Mercedes zletel med publiko. Ubil se je voznik in 83 gledalcev, poleg tega jih je bilo še več kot 180 ranjenih. Zaradi tega so konec leta 1955 ukinili ves uradni program v motošportu pri Mercedesu in ne zaradi kakega drugega razloga. A seveda, poglejmo še druge primere, kateri izmed takih konstruktorjev se je umaknil iz sveta Formule 1, ko je dosegel vse. Imeli smo kar nekaj takih primerov. Najprej Honda, umaknili so se večkrat iz sveta Formule 1. Prvo obdobje, ko so bili totalni konstruktorji 64 do 68. In zakaj so se 68. umaknili iz sveta Formula 1? Ker so naredili bolid RA302, za katerega je John Surtees povedal, da je nevaren, a so Joeja Schlesserja prepričali, da v Ruenu ga je uporabil in zgorel je v tisti magnezijevi kletki. Zaradi slabe reklame so se leta 68 umaknili. Kaj pa v tistem drugem obdobju, katero je trajalo od leta 2006 do 2008, zaradi pomanjkanja rezultatov. In kot dobro vemo, tista šasija, ki je nastala pod imenom RA109, je leta 2009 bila v ekipi Brown GP in postali so svetovni prvaki med vozniki in med konstruktorji. Res lahko govorimo o bistri potezi. Kaj pa Renault? Seveda, leta 1985 so nehali kot uradna tovarniška ekipa v svetovnem prvenstvu Formule 1, ne zato, ker so osvojili vse, kar se je osvojiti dalo, ampak zato, ker ni bilo rezultatov. In tudi leta 2010 so prodali ekipo Jenny Capital zaradi afere Crashgate. In tudi Toyota se je leta 2009 umaknila iz sveta Formule 1, a ne zato, ker so osvojili vse, kar se je osvojiti dalo. Prej zato, ker so osvojili v bistvu nič od tistega, kar so si zadali. Zato ta zgodba nekako je na trhlih nogah. Isto bi lahko povedali tudi s koncernom Volkswagen, ampak ne v svetu Formule 1. Tako Audi v svetu prototipov kot Volkswagen v ralliju so se umaknili leta 2016 zaradi afere Crashgate in ne zaradi tega, ker so osvojili vse, kar se je osvojiti dalo, čeprav so zmagali ogromno. A pojdimo na drugi razlog. Finančna plat. In seveda, mnogokrat ste lahko zasledili članke o tem, kako Mercedes zaradi tega, ker je postal svetovni prvak, mora plačati bistveno več za vpisnino FIA v svetovno prvenstvo Formule 1. S tem, da so mnogokrat pozabili dodati neko malenkost, da strani Liberty Media kot svetovni prvaki dobijo še več denarja, kot ga plačajo za vpisnino. In poleg tega, če pogledamo, koliko sredstev dobijo iz raznih virov, to se pravi iz Liberty Media, in tudi, če to primerjamo s tistimi pokroviteljskimi sredstvi, katera so ocenjena, vidimo, da sam koncern Daimler za ekipo Formule 1 v bistvu na sezono ne da toliko kot na primer arabski lastniki v McLaren za bistveno slabše rezultate. In pustimo sedaj ob strani tisto reklamo, ki jih dobi proizvajalec avtomobilov s tem, da ima svetovnega prvaka v Formuli 1. Leta 2021 se govori o budget capu, to se pravi, vse tisti proračuni bodo bistveno nižji od teh današnjih. To se pravi to, da bodo prihranili kaj denarja s tem, da ukinijo program, ne more biti pravi razlog. Vemo, v Formuli 1 mora biti približno 10 ekip. O tem sem že govoril.
In če Mercedes oziroma Daimler se odloči, da bo iz Formule 1 šel ven, bojo dobili drugega, ki bo prevzel to infrastrukturo. Ekipa, ki je danes poznana kot Mercedes, je bila Brown, je bila Honda, je bila Bar in tako naprej. Zgodba nam je znana in mnogi navijači so že prav veseli novice, da bo Mercedes šel iz Formule 1, ker si verjetno mislijo, da bo njihova priljubljena ekipa tako lažje zmagala. Imajo to zagotovilo. Mislim, da tehnologija v Formuli 1 ne izgine iz dneva do noči. Nikjer ne piše, da bojo drugi kar tako, ko se bo konkurenca umaknila, prevzeli vodilno vlogo. Kaj pa Brown, ki sem ga že povedal, odkot so pa oni dobili zmagovalni bolid? Seveda od Honde, katera je bila tako nespametna, da je zapustila Formulo 1 in drugi niso znali izkoristiti te priložnosti. In seveda tu še moja pripomba. Nekdo, ki Formulo 1 razume tako, da bo zmagala njegova priljubljena ekipa, zato ker se bo konkurenca umaknila, po mojem osebnem videnju, ni nič drugega kot nekdo, ki ne zna prenesti poraza. To je isto, kot če bi jaz rekel, da imam majhno gledanost na mojem kanalu, ker drugi samo objavljajo trače in jih publika bere. Slab sem jaz in ne drugi, ki so razumeli magično formulo. A vrnimo se na našo Formulo 1 in na Daimler oziroma Mercedes. To, da se bo koncern odločal o tem, ali ostanejo v Formuli 1 ali ne, je njihova odločitev. Za dobro ali slabo stran športa jih ne briga. Njih briga bolj to, koliko avtomobilov bodo več prodali in kakšen bo njihov zaslužek. Ukolikor se jim bo to splačalo, bodo ostali. Ukolikor ne, bodo pač odšli. In skozi ta zorni kot moramo gledati na to vprašanje. Seveda, če je sploh aktualno. In ista zadeva velja na primer v primeru Renault, o katerem smo tudi že govorili. A seveda, sedaj pred začetkom sezone je Mercedes tisti bolj na tnalu. Vseeno pa tistemu, ki nam pravi razne pravljice o tem, kaj se je zgodilo v 50 letih, priporočam, da preden začne govoriti, pogleda malo vire. So dostopni vsem nam, tudi tistim, ki znamo le kritizirati. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.